profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani in predstojnik laboratorija za kognitivno modeliranje. Njegova raziskovalna področja so umetna inteligenca, strojno učenje, nevronske mreže in kognitivno modeliranje. Poleg umetne inteligence ga zanima tudi naravna inteligenca, samozdravljenje, komplementarna medicina, relacija med znanostjo in duhovnostjo ter duhovna modrost. Lepo pozdravljeni še enkrat in beseda je zdaj vaša. Hvala lepa. Gledanje je že pripravljeno, izvidno znamo. Lepo pozdravljeni. Naslov mojega predavanja je vsebina ustreza po restrikciji, ki je stara še 60 let. Ampak gre za to. Ljudje uporabljamo tehnologijo in jo zlorabljamo, zato da smo vse bolj učinkoviti, vse več in več smo sposobni delati, ampak nažalost tisto, kar delamo, ni nujno koristno, pravzaprav je velika večina stvari neumnih. In tako kot nam kava pomaga, da imamo malo več energije in da smo hitrejši pri delu, tipično počnemo. Kaj nam tehnologija ponuja danes? Sem bil otrok, so računalniki sicer že obstajali, ampak nismo pa poznali osebnih računalnikov, kaj še prenosnikov, pa pametnih telefonov. Pred 30 leti ni bilo mobilnih telefonov, ni bilo interneta. In dejansko jaz kot otrok, najstnik, nisem niti sanjal o tem, da bo enkrat taka tehnologija, v 30 letih je prišla do te mere, da imamo samo težave. Danes televizija, imate 300 kanalov, pa ne samo to, da lahko izbirate med 300 kanalov. Cel teden nazaj tipično pogledate, kakšno daje. Si sami izberete, kdaj boste kaj pogledali, da bo še fino preskočite vse tiste reklame. Kar me čudi, da se dovoljujejo, ampak super. In seveda smo pa kar odvisni od televizije. Ne verjamem, da je to treba, ki ni odvisen, saj od delčka te naše tehnologije. Jaz se ukvarjam zdaj že 35 let z algoritmi strojnega učenja, ki so danes zelo popularni v vseh medijah. Slišimo umetna inteligenca, kaj se počne, je zlorabljajo, prevladala v svetu, robotiko prevzeli in kar nekrat potovili, da smo zredili več, da bojo odstranili motnja z tega planeta. Kar prav? A je to motnja? Ni, kot je že kolega razložil, da se čistimo, da ljudje počnemo tako neumnosti, da smo res malo. In umetna inteligenca bo mogoče to zelo nekoč ugotovilo, če smo malo. Ampak danes te algoritmi, ki se mi tudi jaz pomagal razvijati, so sposobni napovedovati bolezni, diagnosticirati bolezni bolj natančno kot zdravniki specialisti. Napovedujejo vreme bolj natančno kot meteorologi. Lahko najdejo napake v proizvodnji, lahko napovedujejo uspešnost prodaje, kar se s pridom zelo rade, korporacije, trgovine dejansko živijo od tega in maksimizirajo profit ravno s pomočjo teh algoritmov. Izbira poslovne strategije vedno z namenom profit. Dejansko zelo težko boste našli namen poslovne strategije, ki bo namenjena na prvi vrsti koristi, da bo koristila človeštvo. Izbiro nakupa najprimernejšega stanovanja, celo partnerja, ki znajo, da je algoritmi napovedati, kjer bi ti najbolj ustrezal. To
Torej, dejansko se vmešavajo vse naše odločitve, vse naše dileme, kako živeti. Očitno izkoriščajo korporacije, imajo vse večji pogled na naše življenje, dejansko zbirajo te podatke in seveda zlorabljajo za profit. Tisto, kar smo pričakovali od računalnikov, da bo manj papirja, da bo manj dela, da bomo imeli več prostega časa, ena figo, nič od tega se ne zdi. Samo še dodatno smo obremenjeni, več se pričakuje od nas, močnejša kot je tehnologija, večja je zahteva od posameznika, da je bolj učinkovit, da več dela, da se povečuje profit. Dejansko je tehnologija povečala zahtevnost človeškega dela, hkrati pa pocenila vrednost človeškega dela. Človeško delo je postalo, sploh v deželah v razvoju, zastonj. Tisto, kar imamo oblečeno, danes je narejeno večinoma v tistih deželah, in tisti otroci in odrasli delajo tako rekel zastonj, zato da smo mi tako oblečeni. In vse drugo, telefoni, torej, tehnologija je dejansko prinesla to, da imamo več stresa v službi, vse se dogaja hitreje, vse moramo hiter, vse več se zahteva in hkrati več je brezposelnosti. Rezultat te močne tehnologije je to, da danes mladi ne dobijo službe in se bojijo seveda za prihodnost, da bi pa razmišljali o penziji, to še mi ne moramo, kaj še da naši otroci. Ljudje se bojijo izgubiti službo. In tukaj od teh osnovnih strahov sledijo pa vsi problemi, da se podrejamo tem korporacijam, ker se bojijo. Dejansko je tehnologija že danes taka, da bi omogočala vsem ljudem na svetu živeti v blaginji, v popolni blaginji. Ampak, žal, v materialnem svetu se najbolj nikoli zgodilo, ker pač smo ljudje takšni, kakršni smo, zrešni in pač ne poznamo meja, ne glede na veliko životca, hočemo imeti še. Torej, kaj se bo v prihodnosti zgodilo za tehnologijo? Jasno, da napovedovanje je zelo prešljivo, ker ne vemo, ali bo jutri sploh svet še tukaj ali ne bo, ampak recimo, eden pogled, ki ni samo moj, ko si sposobil oddrvjeti. Računalniški programi so že zdaj načeli tradicionalne industrije, recimo Uber je program. Ni lastnik avtomobilov, nobenega avtomobila v lasti, če pošeti na svoj Mercedes. Ampak je največji ponudnik taksi storitev na svetu. Samo algoritm, samo program. Je ustvaril ogromno podjetij in tako naprej. Takih podjetij je danes. In to je čisto drugačna zadeva. Včasih seveda, če si hotel biti ponudnik taksi storitev, si moral imeti vsaj nekaj 10, še ne nekaj 1000 taksijev, zato da si lahko konkuriral. Danes temu ni tako. Umetna inteligenca napreduje. Od zadnjih 30 let vidimo ogromno napredka, pravzaprav v samih algoritmih. Jaz sem dejansko strokovnjak za algoritme umetne inteligence in strojnega učenja. V samih algoritmih so nikaj dosti rekli. Te algoritmi so bili znani matematikom že 50-60 let nazaj. Samo niso imeli pa še računalnikov, oziroma so bili računalniki še preveč primitivni, prepočasni. Z hitrostjo računalnika, z močjo tega procesiranja so že znani algoritmi, nekoliko prirejeni sicer, danes uporabljeni, da računalniki znajo igrati bolje šah od človeka. In seveda tudi druge igre. V marsikateri nalogi danes računalniki prekašajo človeka. Umetna inteligenca že obstaja. Računalniki so v marsičem bolj inteligentni od človeka.
Treba pa seveda meja postaviti, kaj je stroj, kaj je računalnik in kaj je človek. In tukaj pač je treba tudi definirati, da inteligenca je sposobnost reševanja problemov, kaj pa loči človeka od stroja zavest. No, zavest je pa nekaj, do česa roboti najverjetno nikoli ne bojo prišli, razen če bojo postali živi roboti, biološke robote, pa že čist nekaj druga zgodba. Torej, obstaja razlika med strojem in človekom, ampak nažalost danes ko študente vprašam, kaj menite, a smo mi roboti? Pravijo, ja, smo biološki roboti. No, pa se zafilozofiramo svobodno voljo, pa že začnejo malo dvomiti o tem. Pravniki. Danes mladi pravniki v ZDA že ne dobijo službe. Zakaj? Je zato, ker mnogo pravnih nasvetov lahko ne dobijo reševanje. V bodočnosti bo 90% manj pravnikov. To je to seveda rizična napoved, ampak najverjetneje bo to zelo hitro. Računalniki so inteligentnejši, celo pametni telefoni postajajo bolj inteligentni od človeka. Rešujejo probleme, bolje določene probleme, seveda ne vse, bolje od človeka. Znajo diagnosticirati bolezni bolje, celo obraze znajo že bolje prepoznavati. Iz slike lahko ugotovijo, kakšne bolesti. Včasih celo bolje od psihologov. Seveda ne vse. Boljši, slabši ljudje glede prepoznavanja volje ljudi. Kaj še lahko pričakujemo? Samo vozeči avtomobili. To da vam že obstaja. Naši otroci dejansko vozniškega izpita ne bojo več potrebovali, ker bojo samo vozeči avtomobili vozili bolj optimalne, z manj nesrečami in hitreje bojo našli pot do našega cilja. To pomeni, da tudi avta ne boste rabili. Dejansko boste sami poklicali avto in ta prvi, ki bo najbližje, bo prišel in vas odpeljal na željeni cilj. Kar pomeni, da bomo potrebovali 90% manj avtomobilov, kar pomeni, da parkirišč sploh ne bomo potrebovali. Parkirišča bomo lahko spremenili v parke. Super, zdaj govorim seveda o pozitivnih, možnih pozitivnih scenarijih razvoja tehnologije. 100-krat manj nesreč, kako pričakujete, letno bo rešil milijon življenj, ki jih so odrugamo s temi prometnimi nesrečami. Avtomobilske družbe bojo bankrotirale, ker enostavno ne bomo potrebovali več toliko avtomobilov. Avtomobili bojo bolj kvalitetni, koliko časa moče? V bistvu, nekako se je čas iztekel. Ja, podaj še minut pa ne, da Ja, še večkrat povedati, kar je. Ja, sem se umel v vednosti. No, to je pač glede spremembe sveta, mogoče bi se glede kmetij mogoče še to, da čez nekaj let pričakujemo robote, ki bodo delali na kmetiji in za $100 boste vam dejansko kupili robota, kar pomeni, da boste lahko menedžeri na lastni poti. Stvari se bojo precej spremenile tudi glede proizvodnje mesa, pravi se katastrofa, neka živinoreja intenzivna, beljakovine se bojo pridelovale ne z gojenjem živali, industrijsko, laboratorijsko, žuželke, recimo, pa lahko hranile na mesto. Z izobrazbe se stvari že zdaj intenzivno spreminjajo, pametni telefoni omogočajo dostop do interneta in do aplikacij, ki nam omogočajo izobrazbo, tako rekoč vse se lahko naučite z uporabo samo telefona. Torej, vprašanje zdaj, ki je po moje ključno,
ali lahko znanost pomaga popraviti krivice v tem svetu. Nažalost, odgovor ne. Danes je znanost vse bolj biznis, denar za znanost se usmerja v profit in vsaka tehnologija, ki jo človeštvo razvija, ima pač zlorabo in negativne posledice. Torej, imamo novo tehnologijo, lahko jo koristno uporabimo ali pa zlorabimo in nažalost se čisto vsaka tehnologija do zdaj zlorabljala in se tudi vojaške strategije, profiti, korporacij, politiko oziroma kar vsak posameznik je manipulator na tak ali pa na drugačen način, smo pač ljudje in tehnologija omogoča močnejšo manipulacijo. To je človeška narava in tega znanost ne bo spremenila, tehnologija tega ne bo spremenila. Torej, močnejša tehnologija prinaša več tveganja in zahteva večjo odgovornost. Šele ko pride do kakšne množične katastrofe, se je zavest ljudi. Duhovni pogled nam pravi, da brez trpljenja duhovno napredovanje ni možno, trpljenje je nujno, na duhovni poti in odpiranje srca se zgodi v najhujšem trpljenju. Z drugim besedami, vse je prav tako, kot je. Zgodovina se ponavlja. Zgodovina se bo vedno ponavljala, namen človeškega življenja ni spreminjati svet, ni spreminjati sebe. Ko spremeniš sebe, postaneš ponižen, sprejmeš svet tak, kakršen je, ker je idealen, saj je Božja stvoritev, ko podvomimo v to, da je karkoli narobe s to Božjo stvoritvijo, edino sebe treba spremeniti. In takrat se, ko to naredimo, se ljudi čudež. Takrat se odpre srce in takrat vidimo, da je vse igra namenjena učenju, namen življenja je izkušnja, sprememba samega sebe. Modreci pravijo, da je planet Zemlja otroški vrtec, na katerem se pač učimo, delamo neumnosti kot otroci, kar pomeni, da ne obstajajo zlobni ljudi, obstajajo samo nevedni ljudi. Ljudje pač ne vejo, da delajo narobe. In rabijo to izkušnjo, ko jo bojo spoznali, potem ne bojo več delali neumnosti in bojo šli naprej svoje. Za kasneje, za okroglo mizo, če se